Tokrat se bomo pogovarjali o LARP-u, spravo o tem fenomenu igranja domišljijskih vlog v živo. Tudi 2 sredi nazaj je bilo o ničem podobnem že govora, danes bomo pa imeli okroglo mizo. Jaz bi se zelo lepo zahvalila Ajdi Mladenović, ki je današnje srečanje pripravila. Bravo, Ajda. Ajda pač tudi predstavlja goste. Ste pa vsi povabili, da sodelujete v diskusiji, pa da se pač to po enem takem prijateljskem krogu pa razvije debata. Hvala, Katja. Ja, lep pozdrav še z naše strani. Tokrat sklicana okrogla miza je v bistvu neke vrste oranje ledine na tem področju, ker pravzaprav v Sloveniji se o tem zelo malo govori, še manj se pa to izvaja, domišljijsko igranje raznovrstnih vlog. In že s tem, ko smo recimo pripravili ta dogodek, je prišlo do nekaterih odzivov. Videli smo, da ljudi to zanima, da je nekaj skupin, ki se s tem ukvarjajo, tudi skupin, ki jih recimo danes nismo povabili, tako da je to en fin štart za naprej. Tako da mi daje upanje, da v prihodnosti se recimo o tem fenomenu v Sloveniji večkrat sliši in bere. Predstavljal bi danes naše člane, ki so prva je Tina Balant iz druščine Zlate Ostroge, to je društvo, ki se ukvarja s poustvarjanjem srednjega veka. Potem je Urša Perčič iz društva Gilgalad, slovenskega Tolkienovega društva. To je društvo ljubiteljev del Johna Tolkiena, pisatelja, napisal je Gospodarja prstanov, Hobita in ostala dela o srednjem svetu. In pa Špela Cvajnar. Špela je pripadnica cosplay gibanja, ne bom rekla društva, v glavnem zanimajo te stvari. In pa jaz kot organizatorka v bistvu delujem v mnogoterih društvih, recimo tudi v Gilgaladu pa v Zlatih Ostrogah, in imam potem z več zornih kotov pogled na takšna dogajanja. Rada bi povabila tudi vas, da se interaktivno udeležujete, zato ker tukaj, mi, ki smo na tej strani, smo nekako tako, da recimo razjasnimo določene pojme, smo na voljo za vprašanje, vsaka v nekateri temi ve malo več. Vi pa prosim z pripombami, vprašanji in vašimi lastnimi izkušnjami lahko sodelujete v tej naši debati. Tule še bomo začeli en slideshow. Zbrali smo fotografije, slike, ki so konglomerat cosplaya, larpanja, srednjeveškega reenactmenta drugih obdobij, tako da to se bo vrtelo za nami, da vidite, kako raznolika, kako pisana je v bistvu ta stvar. Za začetek mogoče razložimo sploh naslov današnji, ta fenomen LARP, kaj to LARP je. Slovenska različica tega, v bistvu, če prevedemo, je to igranje domišljijskih vlog v živo, to se pravi live action role-playing. V društvu Gilgalad smo dali temu drug naziv, to je risk, resničnostno igranje srednjesvetskih karakterjev, gre pa za isto stvar. In ta stvar je v bistvu razvila se je pravzaprav skozi stoletja iz tega, ko so se ljudje vedno recimo preoblačili v drugačne kostume in se vživljali v drugačne vloge. To se pravi, to igranje ti omogoča, da si za kratek čas nekdo drug, da se obnašaš kot ta nekdo drug, to se pravi, ta karakter, ki si ga izbereš, kakšna je fizična podoba, zmisliš se svojo zgodbo, potem ime, naziv, vse, kar je s tem povezano. In na ta način se ljudje, ki v tem dogodku igranja domišljijskih vlog sodelujejo, povežejo med sabo in izvedejo kakšen dogodek, kakšno igro, kakšno akcijo. Tako da LARP se je praktično začel v 70-ih letih, to je prišlo iz Amerike. Osnova so bile pa namizne družabne igre, recimo Dungeons and Dragons. In iz namiznih iger se je potem to igranje domišljijskih vlog preselilo v realni svet. In v tem realnem svetu, realni svet je pač ozadje, fikcijsko ozadje za pač vse te stvari, ker LARP-a je veliko različnih načinov, tako da tudi danes bomo slišali, še to moram poudariti, te strokovni izrazi, recimo LARP, cosplay, reenactment, nekako ne bi bilo vse to domišljijsko igranje.
ni pa jasne ločnice med njimi. Tako da vse se prepleta. In tudi, ko bomo govorili o tem, ne nas preostro soditi, če recimo rečemo, da je LARP, pa je samo cosplay, vse izraze bomo pač pojasnile, zato smo pa danes tukaj. Tako da mogoče bolj cosplay sem velikrat že uporabila in verjetno nam boš znala najbolj razložiti, kaj točno je cosplay oziroma skovanka, iz česa izhaja take stvari. Ja, prav termin cosplay, skovanka iz besede costume pa play, se pravi igranje s kostumi. In kostumi so pač glaven del cosplaya, nekako pač se ne more cosplayati brez neke določene preobleke, vizualno se moraš približati izgledu nekega lika. Zdaj, ta skovanka je bila narejena v 80-ih letih. Skoval jo je pa nek gospod Takahashi, ki je iz Japonske prišel na ameriški Science Fiction World Con takrat in je videl kostumiranje pač tam in se mu je pač to zdaj ful zanimiv in je potem v japonski reviji pač tudi poimenoval cosplay. V Ameriko je cosplay s tem poudarkom na japonskosti in pač na tem, da se cosplaya like iz animejev prišel nekako, mislim, da v 90-ih in pač od takrat ima tudi ta poudarek na tem, da cosplay je večinoma takrat, kodar se cosplaya like iz animejev. Čeprav pač to ni čisto, cosplay se lahko v bistvu praktično katerekoli like iz risanih ali pa igranih filmov, serij, iger, znane osebe tudi, tako da v bistvu mislim, da razlika med LARPom in cosplayem je v največji meri na tem, da LARP je v bistvu bolj organiziran, ima pač neko zgodbo za tem, podarek na igri, to nekako. In v tem geografsko, če recimo omejimo cosplay, se na vzhodu bolj uporablja te like iz manga animejev, ali so tudi iz teh zahodnih stripov pa filmov? Tudi. Oziroma Na Japonskem imajo tudi pač te iz serij, nimajo samo pač izrisanih filmov. Povsod je pač malo mešan, ampak je pa velik poudarek na teh japonskih risankah. To je res. Ja, in ko govorimo o tem LARP-u, LARP, pod katerega ne bi spadal tudi cosplay, če se pač gre za bolj organizirano igro, tako je Špela omenila, je razdeljen na ogromno področji, zato ker LARP je lahko vse, to se pravi, to je pač ta družabna igra, organizirana, ki lahko zajema vse od futurističnih dob, od preteklih dob, lahko se igramo steampunk ali pa poustvarjamo osebe iz računalniških iger ali pa zombije, to se pravi horror tematika je tukaj močno zastopana. En velik del je recimo to poustvarjanje zgodovine iz različnih obdobij in pa eden prvih je bil poleg vampirskega larpanja tudi fantazijski larp. In prav v Tolkienovem društvu, ki je v bistvu usmerjeno v fantazijo, se pojavlja ta fantazijski larp. Tako da v tem bi nam pomoče Urška več povedala. Ja, pač naš larp je dosti bolj specifičen, mogoče malo bolj ozko zastavljen. Pa zaenkrat se ne more še primerjati z raznimi larpi po Evropi, po Ameriki. Pač pa zaradi tega, ker nas je malo premalo za kaj tazga. Drugič pa tudi zato, ker se v bistvu zato šele razvija pri nas. Mi smo recimo z larpom, naši prvi larpi so izgledali tako, da so se eni oblekli v orke, eni v velince in smo si postavili zasedo in smo se stepili. To so v bistvu bolj počasno odgrajevali. Zdaj v bistvu nekaj vmes med nekakšnim treasure huntom, med takimi zasedami, poskušamo noter vpeljevati zgodbo, ampak ne na tak način, da bi se igralci počutili tako, da se jim krati neka kreativnost, recimo. Pač treba je ves čas imeti več različnih vidikov noter. Eni hočejo velike akcije, eni hočejo imeti neko zgodbo, uganke, ki bi jih rešvali, kaj poiskati. Tako da v bistvu imamo nekako veliko kompromisov. Zadnje par let se to še malo razvija, se v bistvu še malo iščemo. Tudi recimo razlika med cosplayem pa nami je to, da smo štartali z zelo takimi nedodelanimi kostumi, recimo malo žakljevine, pa smo bili že orki, pa se to počas dograjuje, vsako leto imaš več stvari, imaš maske, čevlje, tako da počas prehajamo tja. Tudi za zglede iz tujine, zdaj se recimo v zadnjem času vedno bolj
oziroma tudi čez mejo, zato ker v Evropi pa po svetu je to precej razširjena stvar in se od starih do mladih, od malih do velikih ukvarjajo z larpanjem, s cosplayanjem, z poustvarjanjem zgodovine, medtem pa pri nas je pa to še bolj v povojih. In zdaj recimo nekateri naši člani tudi grejo v tujino, pa grejo na te velike festivale, kjer se odvijajo teh dogodki, tako da potem nazaj prinesejo izkušnje, ki jih lahko uporabimo v ustvarjanju našega larpanja. Še ena stvar se velikrat omenja, to je pa reenactment oziroma pač poustvarjanje zgodovine. Tako da Tina, če bi ti kakšno besedo o tem, kaj je pravzaprav to reenactment oziroma srednjeveški reenactment? Ja, reenactment za razliko od living history, to sta majčkeno različna pojma. Reenactment je dobesedno poustvarjanje nekega dogodka, ki se je že zgodil v preteklosti. Recimo, Rimljani so bili eni prvih, ki so v arenah uprizarjali bitke, ki so se že zgodile v njihovi zgodovini, lahko so bile grške, lahko so bile njihove bitke. To spada že kot pod reenactment. Potem so tudi, sem lahko spadajo določene tudi igre ali pa predstave, recimo Ludvik XIV je imel svojo razno manijo in je postavljal razne mitološke scene. Zdaj, v današnjem času se je pa največ kot reenactment se uporabljajo poustvarjanje raznih bitk. Ena najbolj znanih je na Poljskem, ko so se Poljaki pa Nemci na začetku 15. stoletja udarili. Potem so razne tudi pomorske bitke, recimo v Združenih državah, to je, imajo ogromne srečanja, ko so v njihovi državljanski vojni in potem se grejo tudi različne. Imajo vse določene vloge, se določijo se, kdo je general, kdo so vojaki, kam spadajo, katere bataljone. Celo tako daleč grejo, da dejansko se zmeni, kdo pade, kdo obleži na bitki, koga se rani, koga se kam odvleče, komu je treba pomagati, ves pratež od zadaj se organizira. Tako da to je ogromna organizacija, če hočeš res uprizoriti neko bitko, tako kar je včasih potekala. Living history je pa ni toliko zelo poudarjen na vojaškem aspektu, ampak bolj na tem, da se prikaže, kako se je včasih živelo. Tukaj so v glavnem recimo kmečki prikazi, kakšne so bile kmetije, kako so obdelovali zemljo in pa kako so izdelovali stvari, razne rokodelske spretnosti od obdelovanja lesa, kamnin, kosti, izdelovanja raznih keramičnih predmetov, oblek, nakita in podobnih stvari. To v glavnem uporabljajo kakšni muzeji ali pa kakšni muzeji na prostem za dodaten prikaz ljudem, da bi čim bolj približali življenje v preteklih obdobjih. Ni pa omejen samo na srednji vek, čeprav je tega največ na svetu, je omejen vse od prazgodovine do rimskega srednjega veka, druga svetovna vojna je zelo popularna. Jaz sem celo našla eno skupino v Južni Afriki, ki se ukvarja z poustvarjanjem južnoafriške vojne v 60. letih 20. stoletja. To zanimiva stvar. Mogoče tako vprašanje, ki se pojavlja tudi iz publike ali pa predvsem ljudem, ki opazujejo te dogodke, da koliko je pa to nevarno? Vprašaj, to recimo... V društvu recimo to se mi zdi, da niti ni nevarno, zaradi tega, ker pač v larpih ne uporabljamo pravega orožja, tako da nevarno je, kar si sam štoles, pač uporabljamo penaste meče, narejene, pač oblepljene, da zgledajo recimo resnično. Pa kakšen lateks, ne? Ni pa pravega orožja. Vprašanje? A se uporablja tudi replike ali sam penis? Replike, tako, recimo, za na tak način, kot je omela Tina, recimo za living history, kadar living history, ampak fantasy, recimo. Takrat ja, so replike, imamo postavljen tabor, to, ampak prav v samem larpi, kot spopadu, kako to pa. Včasih so se. Včasih so se samo, pač vse, kar si imel, je bilo dobro. In so tudi bile malo bolj poškodbeno. Ni bilo lih ne vem kaj štale, ampak v bistvu smo bili, na začetku smo imeli replike, pa se je šlo na lesene meče, pa se je šlo pa na te povite, pa to in tudi malo bolj je šlo na igranje. Na začetku je bilo res tisto povite vse, zdaj pa. Ja, ker tudi napredujemo v tej strukturi igre, ne?
Včasih ni bilo nobenega, ki bi igro vodil, zdaj so recimo že te game masteri, to se pravi te, ki imajo nadzor nad celotno igro, nad potekom, nad dogodki, ki se notri zgodijo in usmerjajo osebe. Tako da ti si bila tudi velikrat pri tem udeležena, kako se recimo to skonstruira, kako sploh pride do zamisli. Kar dosti dela je bilo. Vsaj takrat, ko sem izraven sodelovala, smo se kar obadali veliko z organizacijo same igre, pač, da je bilo, ne vem, treba narediti neko zgodbo, ki je bila recimo realistična pač v okviru neke fantazije, da bi bila zanimiva, da bi bilo hkrati pač in za razmišljati zraven, za kaj uganiti mogoče, da ni pač vse odvisno od sreče, ne? Pa še pač, da je nekaj akcije za tiste, ki jim ni všeč so mozganje na mestu. Treba pač veliko različnih stvari vključiti. Pri nas je še v bistvu dodaten element, ker imamo ponovadi na te larve na raznih letnih srečanjih in včasih pridejo tudi kakšni tujci, kakšni člani, ki niso tako aktivni v našem društvu in potem treba tudi celoten ta larv v bistvu mačkam prilagoditi za malo širši krog ljudi. Tako da, kadar smo sami, si lahko damo malo več duška, tako pa treba mačkam bolj usmeriti igro, kadar so pač ljudje, ki niso tudi navajeni biti pač larvane oziroma kakšne tako biti. Ja, Špela, kako je pa recimo pri nas s tem cosplayem? Kakšno, recimo, se to tudi ljudje dobivajo, pa se to izvaja, ali je to bolj kot, ne vem, posameznik, se gre tukaj v tujino? Je v bistvu mesta znani, kar se tiče cosplay skupin v Sloveniji dve. To sta Spirit Replika, ki je nekaj bila prva, pa Parallel Beat. Zdaj, Parallel Beat ima svojo internetno stran, 15 članov rednih je, ima tudi galerijo s fotografijami, Spirit Replika. Nima sicer internetne strani, pa to. Hodijo, se dobivajo, se srečajo v Sloveniji, glede na to, da so iz različnih koncev Slovenije ne toliko zelo pogosto, kot bi želeli biti, ne. Drugače pa hodijo na različne konvencije. Jaz sem bila Spirit Repliko v Nemčiji, v Bonnu, na Animagicu, potem se hodijo v Luka Comics and Games, pride jesen, v Londonu gre Parallel Beat, maja. Pa čez 2 tedna grejo v Nemčijo, ker je tudi ena konvencija, tako da so kar pridni v bistvu hodijo, imajo kot dosti kostumov različnih. Ja. Mislim, ne bi mogla reči, da se nič ne dogaja. Ja. In to, ko se gre na konvencijo, so potem pač, tam je samo en del tega, da se gre na konvencijo, recimo to, da si v kostumu, pa da se potem fotografiraš. Drugače so pa še druge stvari, ne? Kar sem jaz dobila občutek, se gre nekako primarno zaradi tega, da pač se gre v kostum, ne, in pač, da se tam pokaže. Potem pa takrat, ko nisi v kostumu, oziroma lahko tudi, ko si v kostumu, ampak si vzameš frej čas, ne, in potem se gre recimo po dvoranah, kjer imajo pač na konvencijah štante, imajo projekcije, imajo predavanja pa to, ne. Tako da večino teh, s katerimi sem šla, so bili v kostumih, nekateri niso bili, ampak so bili bolj tako v spremstvu. Jaz sem dobila občutek, da je zelo velik del tega cosplaya. Da se res pokažeš. Pa sem jaz v delu. Po moje cosplay v Sloveniji tako nisem v okviru teh pustnih praznovanj, tako nisem, ne vem, koliko bi lahko sem uvrstil, ampak po moje se treče največ tega dogaja v Sloveniji. Ja, potem smo se pogovarjali, nekje recimo ta meja med, ne vem, prazniki, kot je pust ali pa Halloween, ki se prav tako uporabljajo maske, ki se ljudje oblečejo, ki se tudi lahko veliko prvošijo, ne, zato ker takrat, ko si nek drug karakter, si tudi lahko čisto drugače obnašaš, ne, se nekako spustiš in to je bilo itak že od zgodovine naprej, mislim, taka uporabna zadeva, ne, da se priloviš nekoga drugega. In v bistvu nismo mogli ugotoviti, kje je ta meja, a ne. Sploh pri cosplayu, ker res gre samo za karakter, v katerega se preleviš, ga posnemaš mimiko, mogoče govor, hibe, kostum dodelaš totalno. Tako da ja, lahko bi bilo tudi vse, kar se tiče pusta, nekako cosplaya. Ja, mogoče jaz sem napišala, da bi razlika bila v tem, da cosplay je specifično povezan z risanimi pa igranimi filmi? Ni, v bistvu ni. Mislim, tak čutek sem jaz dobila, ne rečem. Zelo velik je pač na teh, predvsem japonskih risankah, ne.
likov iz tega, ampak ko gledaš različne galerije pač prav cosplayerjev, potem vidiš noter Disneyjeve princeske, Jack Sparrow je bil tudi recimo na Animagicu, ki ima poudarek na animejih, pa recimo iz Star Warsov so bili tudi liki in take stvari, tako da so da bi se določili, da se samo določene like cosplay in je to ne gre, no. Enostavno te vse tri, ki si zdaj omela, so dejansko iz te filmske industrije, pa risane industrije. Ker recimo pust si pa lahko tudi, ne vem, čebelica ali pa, ne vem, rožica ali pa nekaj takega, neki ne spada. Lahko si tuša, ne? Tuša smo že. Res, ko sem spraševala v bistvu ljudi, kaj v bistvu je tisto, kar definira cosplay, sem dobila tudi feedback nazaj, da je to, da mora biti nek določen lik, ne? Mora biti neko ozadje, v bistvu. Tako da tuša res ne moč cosplay. Ja, bi ga naka, reklama za tuš. Ja, ste videli, naprimer, za cosplay imajo neverjetno veliko tudi teh reklam. Reklama, naprimer, za detergent, pa je oblečen za detergent, pa predstavlja detergent. Ne tako reklama, ampak igra detergent. Pa hodi po tistih konvencijah, gor pa je detergent, prila Ariel, karkoli. Ja, sej to je tudi ena podskupina v cosplayu, da je čist zakrito telo, tako so te anime girls ali pa dollars na ta način. Ja, jaz tazga, v bistvu nisem še skoraj nobenega videla, razen na novoletki je bila ena v bistvu oblečena v celotelesni kostum lisice. Hjubi je bil. Hjubi, ja. Sem vedela, da bojem popravil, če mi za lisica. Sam vem, koliko repov imajo 4. Tako da ja, ampak... Vse je lisica drugega, sam je bil, če ni bil v tistem stadiju, tako da ga je lahko kontrolirati. Če ga malo podrobnosti. Posebna lisica. Ja, kako je pa recimo s kostumi pri Gilgaladu ali pa pri Ostrogah, ker v fantaziji je vse dovoljeno, na tem, ko se pa pri reenactmentu zelo zložja stvari. Ja, tukaj je, predvsem pri živi zgodovini, to je living history, je zelo pomembno, da se preštudira vire, ki so na razpolago, da se upošteva arheološke najdbe ali pa kakšne materialke v muzejih, da se uporablja materiale, ki so bili značilni za določen čas, ki se ga predstavlja, da se poskuša pač delati na ta način, da se šiva recimo na roke, da se stvari vse narejene na roke, ne na šivalni stroj ali pa na kakšen, da ne greš kakšen obrtniku, pa ti malo zveri kakšno stvar skupaj. Tako tukaj je velik poudarek na tem, da se trudiš biti čim bolj približati se tistemu času, v katerega predstavljaš. Recimo na tistem oknu je moj srednjeveški kostum, to je druga polovica 15. stoletja predstavlja. To je glavna razlika od vseh ostalih kostumov, da mi res težimo v temu, da smo čim bolj tistemu obdobju primerni, recimo pri drugih je pa v bistvu vse in kakšne materiale uporabljaš ali pa kako ga narediš. Ta kostum je čisto ročno delo. Ja, to je čisto ročno delo. Razen, no, jaz nisem tkala blaga. To sem pa ljubila. Da spremljam ta tkala najbolj niste. Ker to je v Sloveniji. Ja, v Sloveniji je to ful težko dobiti celanje, tkan, ročno tkan, poleg tega, da je ful drag. Je treba vse bolj organizirati, svoje podjetje odprlo. Ja, vse v tujini, recimo je dost v Ameriki, so cela kompanije pa podjetja, ki samo izdelujejo opremo srednjeveško. Sem gotovo, jaz sem metalurg, ogromno tega orožja nažalost ni avtentične, ker zdaj uporabljamo pač jeklo, ki je zdaj na voljo, ker tisto jeklo, ko smo imeli takrat, je bilo prav zaradi varenja izredno slabše kakovosti, ampak bo pa boljše. Me znači, da našega čelada imamo 1, 2, 3 se lahko naredi, pa je lepo zavriš, ampak je težji postopek. Takrat je bila pa material slabši, bilo pa veliko prav zaradi nečistoč, material veliko lažje in meč oblikovati in meč popraviti in čelada in vse narediti. Ja, so ljudje, ki delajo tudi na ta način, ne? Ampak to je zahteva veliko več dela, veliko več raziskav, iskanja materijala. Te materijale, ki so največji problem, ker doben ne izdeluje več po tistem principu. Mi v Gilgaladu nismo tako strogi, si lahko predstavljate neomejitev, kar pač nas je to, da se pač držimo nekako te ideje toliko v srednjem svetu. Se pravi, nimamo nekih 5 glavih pošasti, ampak vse take stvari, ki pač so nekako izpričane, recimo, jih je toliko in nekje omenil. Ampak tudi smo nekako
zmerno, no. Nobenega ni recimo nekih bleščečih oblekah. Pa nas je bilo hecen, ko smo prišli iz tistih velikih mask na tamale 7 let nazaj ali kako 8. In so pa v bistvu na parih teh dogodkih so bile še mešano. So bili pa orki, ki so imeli pač normalno mehne glave, pa orki, ki so bile toliko velike glave. In tako skupaj. In to je neparkrat smo se naležali. To si pa trol. Trol smo tudi imeli, ne? Pač trol igraš. Trol je bil pa pol še eden. Še večji. Malo večji, ne toliko. Tako da, recimo, te oblačila pri pomočki, na začetku je bilo precej pač doma delano, ne? Zdaj pa, kakor vidimo, se pa veliko dobi tudi v tujini. Recimo Rebeka, naša članica, ki zdaj hodi tudi precej po teh drugih tujih dogodkih, praviš, da so prav trgovine z temi penastimi orožji pa z kostumi. Jaz tega se razvila že razprava industrija. Sicer nimajo toliko prometa, kot ne rečem, ker je le ožja zadeva, ampak najdeš pa vse od penastega baljarja. Ja, tega lahko, če si kuharica v tem larku, da lahko nekoga vržeš baljati. Vse, mečev do krožnikov penastega. Tukaj je en drug problem, pravzaprav tega penastega orožja, ker je izredno standardizirano. Naprimer, če bi gledali Warhammer, fantazijo, pa srednjeveško bitko, je to ogromna razlika. Tam imajo oni haos vojaki, tiste velikanske sekire, pa tam malo, če pa tisto gledaš, pa tista navadna, tista čist po, naprimer, vikička, klasično, z majhno glavo. To je tisti problem, prav zakaj se pa tudi prav fantazijski, ta polni, nikjer ne objavlja. Zato, ker orožje ni ta igra, ko pa večino ima, sam če ga sam narediš, veš, pa sploh ni. Mislim, da je specifičen za Warhammer, mislim, da je še celo boljš glede samega oklepa. Ker nekako nima niti človeških proporcij več. Ne za širino, ne za dolžino. To je vse odvisno, če gledaš po figurici, ali gledaš po ko slike riše. V vsaki novi ediciji so se tudi, če gledaš figurice, če dalje bolj človeškega, to je, da so se zmatrali. Na začetku, so oni imeli idejo, da bojo, kaj ti iz vrha gleda se, so bile za nalaž glave večje v bistvu, tako kakor pod potom gledal. Ampak zdaj se to čas pušča in so zdaj v bistvu vedno bolj realistični. Ja, tudi te sorazmerje, ki se rekel orožje, se v bistvu spreminja, vsaj pri navadnih teh vojakih, teh generali, pa kakšni taki imajo še zmeraj, tam je to drugo. Hvala sem še vprašati, recimo, s tem, kar sem že prej omenila, da se oziroma prek mej, če recimo imamo mi kakšne vzornike v tujih skupinah, ali smo bolj, recimo v srednjeveškem društvu, smo bolj na svoje, pa se obračamo tako, kot mi mislimo, da je prav, kot to poteka? Mi smo po prvih 10 letih, ko smo v bistvu bolj se šli nek šandarije enactment, oziroma niti to ne, ker smo pač opozarjali neke bitke in dvoboje, ki niso imeli neke zgodovinske osnove, smo se ozirali na Company of St. George. To je nekšna bolj, že skoraj mednarodna skupina, ima člane iz cele Evrope in oni pa ustvarjajo leto okrog 1475 v Evropi in nismo vzeli kot nekakšno osnovo za to, kako ne bi izgledala neka taka skupina, kakšna pravila, kaj je treba za obleko, kaj lahko imaš, kaj ne smeš imeti. Drugače skupin takih v Evropi je kar nekaj, je pa res, da je razlika med tistimi, ki delajo to za šov, recimo, pa imajo opremo samo tako navidezno ali pa samo vrhnjo opremo, nekšno takšno, da je spada v neko obdobje, pa tistimi, ki v bistvu jim ni toliko za šov, ampak delajo to z lastnega veselja, ker jih to pač zanima. Je pa srednjega veka je največ, druga polovica 15. stoletja zelo popularna, konec 14. stoletja zelo popularen, potem so pa Napoleonovi časi, pa civilne vojne v različnih državah so zelo popularne. To mislim, da je večinoma. Najde se pa vse mogoče skupin velik. Dala, da imamo pa tudi namizni risk, pa debatni risk. Mogoče če lahko o tem poveš?
zdaj v bistvu so bili še sveže stvari, ne, debatni res smo v bistvu letos prvič poskušali speljati, se pravi, to bi bil v bistvu LARP, kjer smo v bistvu vsi sedeli za mizo, ne, ker ni bilo v bistvu mize, ampak recimo, da smo sedeli za mizo in smo se poskušali samo s pomočjo tega, da se vživimo v svoje vloge, v bistvu pogovoriti o eni stvari. Konkretno smo sicer bili vilinci in smo pač odločali o usodi srednjega sveta, naših izdelkov v srednjem svetu, in potem, ko ga pač mi imamo namen, da ga zapustimo, ne, in potem smo se pač poskušali nekako upeljati v to, kako bi bilo, če bi bili res tam zdaj in bi bili poslanci iz različnih koncev, kaj bi se pogovarjali, kako bi to potekali. Se pravi, v bistvu brez akcije, res samo pogovor, bili smo v kostumih in moram reči, da je kar dobro uspel tako. Nad pričakovanjem se mi zdi, da se že znamo to disciplinirati, da se ne hecamo za vsako stvar, ampak da lahko nekako resno stvar streljamo. Ja, ker veliko pri tem ozadju za spodbuditev domišljije je tudi to, da si v kostumu, ne? In, ali pa to, da si pač v naravi in se odvija ta zgodba. Potem, ko si pa enkrat spet statičen, pa noter, pa debatiraš samo te stvari, ki se ti mora v glavi odvijati, pa spet en drug preskok. Ja, sigurno kostumi, sigurno pa pač neki rekviziti, ki jih imamo, sigurno najbolj pripomorejo k temu, da se lahko živimo v svoje vloge. Zdaj, če tega ni, je treba narediti res nek tak miselni preskok in je kar težko, sploh, če nisi navajen. Pa. Ja. Jaz sem škrat in jaz sem stredem z velini. Tako. Ja, zanimivo je pa namizni risk, ker takrat smo imeli na začetku, da v bistvu to larpanje pride iz namiznih iger v realno okolje, ne? In tukaj se pa spet vračamo praktično nazaj na namizno igro. To je pa v bistvu zgleda tako, da smo bili oblečeni v kostume in smo igrali znotraj larpa v bistvu še eno namizno igro. In sicer smo to pač naredili iz enega zelo praktičnega razloga, to sem že preomenila, imamo včasih dosti tujcev in pač nekih gostov, ki niso navajeni tudi na LARP. In smo pač jim hoteli predstaviti več različnih vidikov, hoteli smo nekako tudi poenostaviti za njih in malo približati, ker pač malo bolj poznamo namizne igre kot LARP. Pa tako, da je malo razgibano, smo pač v bistvu poskusili prenesti LARP situacijo, s tem smo bili vsi v kostumih v namizne igre. Ja, bili smo v kostumih, pa predstavljali smo si, da smo v srednjem svetu in bili smo seveda skupina orkov, pa skupina dobrih in tako. Bili smo take velike kocke, smo jih metali, premikali figurice po zemljevidu, ki bi se pač predstavljal tisto našo pokrajino, kjer smo bili. Tako da je bilo zgodba v zgodbi. Velika različica, ne, sedaj, ali s tega spelja. To je dobro povedati, da ko si prišel na namizne igre, da neke ovire, smo to dejansko zaigrali, ne? Ko si prišel do trola, je prišel trol, ker imamo kostum trola. Pa ko prišel nazgol, te pač nazgol bil, ni bilo kam. Se lahko mogoče preverjamo, kaj še ti film, Jumanji, ne? Pač vidimo, se bolj... To smo se nekako mogoče take stvari vzeli za zgled. Taka resnična namizna. Se mi zdi, da zelo velik del tega igranja, kakršnih koli vlog že, ne? Je ta socializacija, to zapravo, da so posamezniki, ki se združijo z enako mislečimi oziroma z takimi, ki jih zanimajo podobne stvari. Fino je, da se posameznik izobražuje, izpopolnjuje, recimo za potrebo kostuma se potem naučiš se šivati, naučiš se risati, naučiš se delati stvari, ki jih prej nisi znal, pa jih delaš samo zato, ker hočeš biti čim boljši v svojem karakterju, ne, ali pa za potrebe svojega karakterja. In zanimivo se mi zdelo tudi, ko sem videla, da so v tej skupini, ki se prej omenila, Spirit Repliki, so tudi naredili en tak gledališki dogodek za javnost, kjer je bilo, vzeli so, se boš ti mogoče boš povedala, iz česa so črpali, pa tako se mi je zdelo fino, no, da so se dobili skupaj in naredili eno fino stvar, ki je bilo dobro pogledati. Ja, Spirit Replika na začetku, mislim, da to je prvo leto, so pač se celotna skupina oblekla v like iz japonske risanke Digrayman in ker so bili povabljeni na novoletko, mislim, da so zaradi tega tudi so skupaj sestavili igro, v bistvu, ki je pač bila tematsko povezana s tem animejem,
Tako da so posneli so ozadje, zastavili so scenarije, kaj se bo dogajali, zvoke, specialne efekte, strenirali so v bistvu, kako se bo kaj odvijali, ne? In potem so to pred občinstvom predstavljeno. Zdaj pa, če bi recimo se kakšen posameznik želel v tem poskusiti ali pa se pridružiti k temu, kako najdete svojo temo, recimo svoj LARP ali pa reenactment ali pa cosplay, ali se poskusite vseh treh obdviti, kaj najbolj odgovarja ali kaj mislite? Po moje, če te zgodovina zanima, je najlažje, če greš v reenactment ali pa v living history. Če te zanima, ne vem, fantazijski romani, je potem po moje lažje, če greš v LARP pa vključiti nekoliko, ki se pač ukvarja s tem. Če ne moreš brez svetlečih oblačil, moraš jih pač cosplay. Druge tleni. Ja, ni nujno, da ste čarovnica, pa makih svetlečih, da se bojnega polja. To je taka zelo svetleča. Čudne. Ja, pa če Slovenija ima probleme z LARP-om. Z LARP-om smo še malo mjenja. Tako da zdaj poleg cosplaya, reenactment, tega, kar počnemo, od Ilga Lado, prav veliko izmerjen. Tako da upamo, da se to spremeni s časom. Da bojo LARP dogodki, ki bojo trajali ali par ur, ali pa par dni in bojo recimo tematsko raznoliki. Zdaj, mogoče bi bilo zanimivo imeti prejšnji teden, za ne v sobot ali nedeljo, je bil v City Parku neke vrste LARP, Cluedo, ne vem, če ste kaj slišali pač po ideji te namizne igre, Bojani Morilca, je bilo pač čistko, sicer sploh ne izvedel organizator, tega sem našla, ampak so imeli v bistvu, ne vem, 6 osumljencev, par različnih kosov oziroma predmetov, ki so potencijalno orožja in si mogel potem, bilo je pač, ne vem, za družine, za pač naključne obiskovalce, za kogarkoli in so potem spraševali okrog in na tak način iskali Morilca. Da je bilo kar uspešno. Recimo, to bi tudi bil neke vrste LARP, sam pač brez kostumov, zdaj ne vem, mogoče so bili tam detektivi, kakšne obličene, ne vem, da se še kasno. Tako da neke stvari se dogajajo, nekaj se bo še bilo. Sprejeto je to, kar nas gledate nas. Mislim, to stigma je že imeli tega. To se pa v ničem nekaj. Ja, če smo nekaj zapusta, je vredno, ne? Če pa se izven tega okvirja, je pa čuden, ne? Ampak v bistvu sploh niso geeki, ampak so recimo ljudje, ki radi recimo, ne vem, spustijo domišljivo na kašo ali pa se znajo povezovati tudi z drugimi. Katja, si hvala nekaj vprašati? Ja, hotela sem v bistvu še to vprašati glede tega, kako si vi naredite. Ker recimo iz Dungeons & Dragons, jaz vem, da sem zelo štartila na začetku s takim likom, čist drugačen od mene, pa sem imela ful težave ga igrati. Sploh nisem znala tako dobro, v bistvu nisem znala dobro igrati, da bi se vživela, kakšne prednosti in slabosti zdaj pač ta oseba bi sploh imela, bi predaleč stran od tega, kar jaz pač v realnem življenju poznam. Tako pa je to pač par LARP-ali. V našem društvu so LARP-i mačkrat drugačni tudi v tem smislu, da se nadaljuje zgodba recimo iz LARP-a v LARP, ne igramo vedno istega lika oziroma karakterja in se v bistvu včasih res lahko tudi na licu mesta spomniš, koga boš predstavljal. Včasih smo imeli tudi tako, da smo še žrebali recimo, kdo bo hudoben, kdo bo, ne. Tako da pač celo različne stvari in v bistvu se mi zdi, da so tudi naši karakteri razvijajo s tem, saj par nas je, ko smo že par let v tem in sodelujemo pri LARP-ih in se tudi skozi to v bistvu evolucijo naših LARP-ov tudi naši liki nekako rastejo, mi se učimo igrati zraven. Tudi, ne vem, jaz tudi meni je bilo prvič čist čuden, ne? Pač oblečeš se v kostumi in potem se kaj pa zdaj. Ampak moraš nekako, ne vem, razvijati, iskati iz tega res, kar si, mogoče na začetku, pa si še kasneje nekaj čist novega. Včasih pomaga recimo, da si, ne vem, mogoče če prvič igraš, si daš karakter, ki je mogoče nem, pa ti mogoče se lažje živeti. Obstajajo različne načini komunikacije. Ampak imaš pa več v glavi, da se ne moraš odločiti, kjer ga Pravim, ampak imaš preveč v glavi, pa se ne moraš odločiti, kjer bi bil. Jaz se ponovati to pomaga, recimo, da se že naprej odločimo, ne vem, iz kjerega obdobja bomo naredili, kakšen bo sploh zaplet in že s tem nekako zložiš izbiro.
sedanj, kako odločiti pa mora. Kako je bilo kako se odločiš, kjer lik znaš? Ja, veliko podarjam temu, da ti mora biti lik všeč, ne. Ker je sicer pač rečeno, da je fajn, da se vživiš veliko, da je cosplay boljši, ne. Pač res celostno prezentiraš ta lik, tudi vedeš se kot ta lik. Ampak pa v veliko primerih ni tako, je bolj sproščeno, tako da prva stvar je pač lik ti mora biti všeč, ker če ti nekaj ni všeč, ne boš kostuma za to delal ali pa denarja zapravljal za to. Potem dajo tudi poudarek na tem, da ti mora biti v bistvu fizično lik podoben, ne. Ampak tudi pač tukaj so variacije, koliko zelo ti je podoben, tako no. Prijadni nek že odpade. Ja, tukaj oči v nekaterih primerih tudi ne moramo vedeti, ja, to je res. Sploh pri teh animejih je tako poudarek, mislim, se mi zdi sploh liki v animejih so nasplošno tako cool, ne, mislim, vsi so, ne vem, ali so ful močni, ali so ful hitri, ali so ful, ne vem, lepi in tako, ne, in se mi zdi, to je mogoče tak ena od teh stvari, ki te privlači, ne, sploh pri cosplayanju, ne, mislim, tam si da, ne vem, če gledaš kakšne posnetke iz teh konvencij, ne, recimo, ki imajo sprevod tistih kostumov in to, ne, to so, ne vem, vsi so največji frajerji, ne, mislim, tako pač, mi je cool, ne, mislim, fajn je biti, ne vem, bojevnik s takimi mišicami, kar pa že, ne, to se mi zdi, ker cosplayer taka zanimiva izbira, mislim, ta lik ti je tako, ne, res, taki posebni so, podljivi so nekateri liki, ne, in zato jih tudi pač posamezniki izbirajo, da potem dobijo pozornost, to je res, ne. Stihajcem, da pri nas recimo 6 orkov, ko se gremo in so vsi neopredljivi, ko so take gnide navadne, tako neč posebno. In v bistvu je tako fora, da se orki so to. Orki so to. Vse, ne. In je v bistvu tako, ker je tako odskočna deska, da se ponovadi začetniki tako ufurajo naprej orke, pa začnejo tako kaj kostume, pa to, ja. Razen eni, ko smo bili kar dolgo časa orki. Tako podarajamo. Še zmeri. Prej se časa pa delate kostume, ko so bili orki? V bistvu tako veliko žaklevine, pa kakšni dodatki, kakorkoli, no. Ne vem, jaz sem še neko prejo povijal, pa rokovice, pa latex maske smo naredili. Tako. Najboljše, za oklepe najboljše, da uporabiš alumini. Eno pa polno alumini, ko si ga pa lahko narežeš v tiste take, kaj je že, ploščice, ja, pa si jih lepo z gorivico prevežeš, tako če žakljevina tudi gre, imaš nekaj hiter orkovski oklep. Ne se to gruntamo, da bi tak, sam bi, ne vem, če bi bil lih pleh zaradi tega, ker že pri nas se že to lahko poškoduje, ker dva preletita skupaj, pa se nekaj že gori tudi zboljščik mahno. To je namen, zato imaš pa še nekaj spodaj, zato imaš pa žakljevine, saj tudi oklepe se bil včasih, nikoli ni dobil sam oklepa gor, ampak si to prvo neš. Pač problem pri kostumih za naše larpe je tudi to, da se pač v glavnem naši larpe odvijajo julija, avgusta, kar pomeni, da se kuhamo v teh maskah orkovskih. Je fajn narediti kakšno mučkam bolj stvar, tako. Zato sem rekel alumini, ne? Zato sem rekel alumini, ker alumini, naprimer, če niti oklep z alumini ima popolnoma isti oklep, ko pa, naprimer, iz jekla teža je pa velikanski. Jaz sam, naprimer, eno verižno srajco z aluminija sabo. Alumini skoro 3-krat lažje. Ja, pa če bi dal tisne glavo pa verižno z jekla, bi bil kapa. Lahko da posodim, pa se daš glavo. Zdaj že imajo kolegi, 20 kg je verižina, če imaš za tako čez trup. Z aluminija. Tako da tam pa lahko leto laukaš tistim razkim. Kaj pa tako autentičnost, mogoče že z tega še dotaknemo malo bolj, ko mi smo recimo zdaj letos delali za pusta ene maske, pač sci-fi, ne, iz Star Treka, pa pač recimo mi smo vedeli, ne, da za pusta bo to okej, če bi šli pa nekakšno konvencijo, bi nas pa smo se hitro krvano desamo, ne, kak niso bile dosti dobre, čeprav mi smo se zelo namatrali z njimi, no. Kaj pa recimo pač pri srednjeveških reneknetih, pa to je mogoče to še bolj tam meja, no, kako se to sploh določi to mejo, ker je prevoročena, ne, okej, pač ne moš čist, a ne, z nule narediti še blago, pa še to, pa še ne vem, posaditi prej še eno, pa delko skrišti. Ja, tako, mislim, kako te imajo določiti, a je veliko tega? To je zelo povezano z razvojem. Recimo, mi na začetku smo bili vsi tako, kakor se vidi to po vseh srednjeveških šovih v Sloveniji, ne, ko si nekaj napol, ko zgleda nekaj kot srednji vek, ko si recimo večina ljudi predstavlja neke princeske pa viteze, ker je to pač najbolj popularno v srednjem veku pri nas.
Potem pa nekaj ti postane to nekam premalo in potem začneš malo študirati vire, malo pogledaš od zunaj skupine, kakšne so, poiščeš kakšne kroje na internetu, ko obstajajo ohranjena oblačila iz tega obdobja, in potem pač preštudiraš, tudi so obstajajo študije, kako so te oblačila, ko so jih razstavili, pa preštudiraš, pa kako so bila sešita. Potem si kroj nabavaš, pa poskušaš pač ta kroj najprej v bombažu narediti zase, potem pa se odločiš, ok, pa mogoče tudi material ta prav imel, pa poiščeš nek lan, zdaj na srečo so lani fajn dostopni, različne barve. Nekatere skupine grejo tako delaš, da barvajo svoje zadeve. Tudi včasih, to je redko, tudi tkejo svoj material. Tudi imajo, recimo na Danskem je nek Mittel Alter Centret, kjer so si prav postavili dejansko vas, vse hiše so sami postavili in oni res imajo vrt, imajo živali, imajo pač, ok, material verjetno jim pripeljajo kakšne, ne vem, zakubine, za to izdelovati, najbrž ne grejo kopati nekam v kakšen drugnik, če sploh še obstaja kaj tacga, ne. In potem si res sami s čim več postopka uporabljajo, da sami naredijo to stvar. Pri nas smo omejeni pač za dobavo materialov, ker kakšne stvari enostavno je nemogoče dobiti v Sloveniji, mi tudi naročamo dosti iz tujine, tudi osnovne materiale naročamo iz tujine, zato da si lahko mi potem naredimo neko stvar. Tako da tukaj si dosti omen tudi z denarjem, ker kakšni materiali so precej dragi, sploh če so ročno narejeni, tako da narediš kar pač se da, kar je v tvojih zmožnostih. Pa tudi kar ti je pač všeč, če ti je dovolj to, da si na srednjeveškem dnevu, pa imaš neko tuniko, pa so perge gor, si pač lahko nekšen kvazi srednji vek, ne. Če pa želiš imeti vsaj približno zgledati neke usnjene čevlje, neke nogavice, neki kar ne bi izgledalo kot neka freska, recimo v kakšni cerkvi, se pač moraš malo potruditi. Koliko pa je cena približnega kostuma? Ful različno. Recimo za blago, za material, za eno tako laneno obleko pride, mislim, da je 12 € na meter, pa recimo, da 3 metre porabiš, pa še sukanci, pa en mesec šivanja. Jaz sem tudi eno volneno obleko doma, ker nisem sama šivala, ker je podložena in se še ne upam lotiti tega, ker se mi zdi to čisto preveč komplicirano, sem jo pa kupila, je bila pa 350 €. Čevlji morajo biti normalni. Njega pa čevlji tudi. Čevlji so zelo komplicirane. Recimo, te čevlji so kupljeni. Jaz sem poskusila delati z usnjem in to je hudičevo težko. In vem, zakaj so bili vsi čevljarji moški, ker to moraš biti močen, da lahko zašiješ skupaj, da obračaš usnje okrog. Tako da večino čevljev se kupuje. So pa ta pravi, ti so drugač nekšna cenejša varianta. Če pa hočeš res ročno delane čevlje, stane pa 300 do 500 € en par. To so kar, za kakšne stvari so kar veliki denarji. Jaz sem bil lani v Italiji, v glavnem, najprej moram tako povedati. Jaz sem tukaj najbrž najstarejši in vem o teh starih najmanj od vseh vas. Od dolani nisem imel blage veze. Ne vsi da konec vlada, kaj je to rejnost in podobno. Jaz sem bil reči inženir. Ampak sem bil lani, zdaj, če ste se včeraj pogovarjali, recimo tam je ena izdelovalka čevljev tudi italijanska in je prodajala take čevlje antične, v Italiji so v glavnem z antičnim časom prodajali. Za koliko? 150 €. In so se mi zdeli ful predragi. Jaz sem, če pomisliš, nekoliko delajo. Ja, seveda, ker je to ročno izdelam, vse lepo urezan pa zašit in to, koliko tajta traja, jaz bi zaračunal več, jaz sem glavnem je drago. Še kakšno vprašanje iz publike? Ja, zelo različeno, ne, pač eni v kostume dosti časa pa energije vlagamo pa denarja. Mislim, tako, bom rekla, da mogoče v našem društvu je tako, ne ciljamo na take drage kostume, ampak bolj kako bi naredili čim več različnih stvari, pa s čim manj stroškov, ko bi sami to, ne. Tako da v bistvu je res zelo različno. Imamo člane, ki ne mignejo s prstom za svoj kostum, pa bi še vse naredili ali pa bi se potem kar kaj sposodili ali pa kaj, ali pa pač, ne vem, mi smo recimo, zdaj smo punce začeli izdelovati nakit, malo bomo malo poskusili pač neke take velinske uhane izdelovati. Tako, različno, ne? Tako da ti zelo težko rečem, v bistvu, kakršnokoli ceno.
pač za neko čisto tako osnovno obliko lahko zelo pocen prideš čez. Vodi se pa spet, kakšen karakter hočeš imeti, ne? Če hočeš biti nek vojščak, je to sigurno pač dosti več dalje, kakor če si navaden kmet. Če si Gollum najc nečisto. Še napravno. Zdaj, ko ste govorili na Kitu, sem se spomnil, da letos bili z ženo v Turčiji. In sva zabluzila dobesedno v eno vas, čist Bogu zarežima, mislim, dobesedno srednje veku, že se tako izgleda. V glavnem tiste ženske, ki seveda ne znajo drugega kot Turško, so nam podali nek nakit. Tako izgleda, kot nek nakit. A veste, s čem se bo tu naredil? Iz navadnih vrvic pa povezano, noter so bile pa med drugim tudi posušene čičerike. Plus neki blagaše zraven, pa malo kovine. Glavne, da se narediti ja, da se zelo veliko. Pač v našem društvu tudi poskušamo če več stvari sami narediti. Zaradi tega, ker v bistvu tudi spodbuja kreativnost. Pač meni ni čar larpanja to, da se oblečem kostum, ampak cel proces, recimo, da se zamislim, kakšen kostum bi rada imela, da poskušam narediti čim več, kar se pač da sama. Tako sem se tudi malo naučila šivati s fotoma, ne sicer tako, da bi upala kakšno obliko narediti, ampak tako ne, za silo. In pač da poskušaš čim več tudi od tega odnesno in da si kreativna. Imamo delavnice in v bistvu zraven so hkrati so delavnice, nekaj naredimo in se še družimo. In v bistvu še en tak socialni več. Tako da je v bistvu res čisto odvisno od vsakega posameznika, kako je pripravljen vložiti denarja, časa, energije, volje. Bote letos imeli kako bitko, tako bolj za širšo javnost? Za širšo javnost mi v bistvu ne počnemo tega, to počnemo. Mislim tako, da vsako tisti, ko niso, na primer, v vašem društvu pridružili, tako sem mislil. Ja, načeloma imamo mi vse dogodke odprte za koga, ki pač hoče, ampak... Samo da ne povemo, kje so. Razen pač letnega srečanja, ampak v glavnem se naš največji larp zgodi na letnem srečanju, tako da če te take stvari zanimajo, pa se že izplače počne. V bistvu obisk stane toliko, ker je članarina plus kakšen dan ekstra. Tako da v vsakem primeru tist, kar se udeleži, pa postane član. Ja, ker v tujini se velikrat te larpi računajo, ne? Je pristojbina, plačaš, potem si tam tudi hrano, ali lahko tam kupiš, ali se sam priskrbiš. Glavnem, te dogodke običajno niti niso brezplačni. Treba je videti, da zahteva kar nekaj organizacije, da se recimo prigala, da larp odvija pač v Trentinu, što bi svet Ljubljane rekli smo tako, ne? Tako da pa je pač treba kočo, pa to, pa tako da se običajno pa s tem nekako. No, pa se različno, ne? To je recimo za letno srečanje, imeli smo pa tudi že larp tako kakšne načelno dogodke, smo bili na gradu Kamen, tisto recimo pač za ston in tudi lahko pride načeloma, koliko pač želi, ne? Sam še zmeri se mi zdi, da se nekako negibamo k temu, da če prideš, ne prideš kot gledalec, ampak... Ja, kot aktivno sodelovati, se to mislim, jaz ne prišel gledati, jaz bi se prišel... No ja, pač veliko se dati videti, ne? Živeti v vlogu, ne ta, se če ni bitka, naprimer, tako straka, da sedite za mizo, jaz ne škrati, da sem proti, da se pa zmeti. No, na take stvari načeloma pač ste vabljeni vsi. Pa to objavljate, imate internetno stran? Internetne strani naši, pa tudi na Facebooku. Še bilo smo vprašanje, drugače počas zaključujemo. Jaz lahko še vprašam. Izvolite. Predvsem leti to na tiste skupine, ker se ukvarjate z željivim historijo. Zanima me koliko, glede na to, da je treba pač zgodovino vsaj koliko to natančno poustvariti, koliko se pač da. Koliko naprej določite oziroma organizirate, kakšne so vloge, kaj je treba odigrati in koliko pustite posameznikom, da nekako malo bolj improvizirajo. A se da to nekako malo oceniti, malo bolj strogo v smislu filmskega scenarija ali več svobode? Konkretno pri nas, v našem društvu še nismo to vdelali, že dejansko imeli nekšne vloge. Vse, kar je v Sloveniji se zgodilo v tej smeri, so bile na kakšnih srednjeških preditev, ki je bila kakšna predstava ali pa da je bil nek tak dogodek organiziran z zgodovinskimi osebnostmi, recimo na Celjskem gradu, obisk Barbare Celjske ali pa nekaj podobnega. Mi nimamo nekih vlog razdeljenih, nikoli nima nekega interesa, da bi se spustili prav konkretno v to.
Drugače, recimo ena krovna organizacija v Ameriki, ki pa imajo to dosti, zelo popularno, v bistvu je že skoraj del tega, da si lahko član je Society for Creative Anachronism. Oni pokrivajo celo zgodovino in celo Ameriko. In dejansko, za srednji vek je Amerika razdeljena na nekaj fiktivna kraljestva, pa dežele, pa ne vem, razne vasi, pa mesta. In potem si ti pač glede na to, kje živiš, izbereš tisti nek kraj, se poimenuješ, imena so sicer bolj tako neka fantazijska, ko jih bereš zgodovinskega vidika, so jaz, ki malo več poznam te stvari, in se potem zbereš neko vlogo in delaš na tisti vlogi, ne? Si zbereš ime, kaj boš počel, se primerno temu oblečeš, primerno temu si nabaviš stvari in oni imajo te neke svoje sejme, kjer se reče Renaissance Fairs, in tudi pokrivajo celo zgodovino, to ni zdaj samo renesančno obdobje. In še fantazijo zraven, tako da ni to zdaj zelo living history. In potem se pač na tistem sejmu igraš to svojo vlogo. Konkretno za kakšne take primere, jaz ne poznam, recimo za bitke je že treba razdeliti zelo natančno, kdo si, kaj počneš za reenactment bitke. Za tisto bitko, ko sem jaz recimo bila na Poljskem, ko so se pač dve skupine, sta se dobesedno sklopale, in oni so imeli pravo orožje, so imeli sicer oklepe pa obrambne zadeve podložene s tako debelo peno, ker so se res tolkli po glavi, povsod, kjer so lahko. In je prišel kakšen ven, pa je imel tle kakšen tak rež, pa je imel po roki, pa so ga pelali v šotor zraven, pa so ga tam malo obdelali, pa kakšen ga zadržali, kakšen ga so pa spustili nazaj na bitko. To sem jaz lani videl v Italiji, ko smo primali večer, kjer bi se poustvarjalo troščansko zgodovino. Res sem videl, smo uprizorili tudi neko bitko, s točno takimi meči, lepo podloženja, pa so se sami pokrat. Ja, Poljaki so Jaz nisem bil prijateljski svećenik. Ja, Poljaki so znani po tem, da so zelo konkretni v svojih bitkah. Da se res tolčejo na žive in mrtve skoraj. In jaz takrat ni bilo opaziti kakšne hude organizacije za to bitko, je bil pač zgleda bolj ali manj kot nek užitek, da se lahko pač malo uporabiš svojo opremo. No, to mislim, da se imenuje SCA. SCA, ja. Ja, samo to je, na primer, v primerjavi z LARPom, poleg tega, na primer, LARPom imamo lahko isto, kaj je že oblačila, samo je pa orožje različne. Oni imajo prav specifiko za vsak uklep, kak mora biti. Na primer, ne moreš imeti v LARPu, lahko imaš aluminijasto uklep, plastičen, kakršen koli. V SCA lahko imaš pa samo določen uklep, na primer 1,5 gov, tisko imajo, to je približno 1,5 20. Ja, imajo določen. Na priprav zaradi tega, ker oni imajo, ko sem jaz izgledal, oni imajo tako, na primer, en tak primer je Kriegzliv, to je iz Danske, en tako Warhammer Pro fantazijo, ko imajo prav linijo organizacijo, pa vse je super. Oni imajo pa dobesedno samo to, čim bolj ga speš, pa podriga, da bomo mi zmagali. In to je največkrat problem, zakaj meni ogromno LARPov, na primer, ko gledamo tujini, odbija, zato ker, ko sem prav to, ko sem latil, ker je vse skupaj, tako da je bil na pirovskem sestanku, se pravi, ko so pijanci, se ga nekdo pa kar počeš nečem, ali se pa bi poškodovali, ko ste znali postopki reševati po take stvari. Vse to sem zdi, da zelo hiterata problem, pač ljudje, ki jih prehiter zanese, pač se pozabijo, da igrajo vlogo, pa pravi že kar imajo. Ravno zaradi tega smo se v bistvu mi tudi v našem društvu odločili, da bomo prav načrtno gradili bolj tudi na zgodbi, bolj na oživljanju in smo nekako zmanjšali to število bitk, ker enostavno bolj bilo res, dajmo se imati. Ponovali je bitka najbolj, da je del zgodbe. Na primer, Kriegzliv, to je že 7 let traja, na Danskem vsako leto. Pač vsako leto imajo drugačno zgodbo, ampak imajo pravo. Traja 3 dni in imajo in zgodbo, tiste, kar lahko samezni delajo, in pa tiste, ko na primer general stiče celotno vojsko, da potem grejo na drugo armado. V YouTube je pa sicer bolj malih posnetkov, se pa lepi, velik lepši, kot na primer ostali LARP, na primer. En tako vreme, na primer, tisto je Dragon Fest, se je tako zelo zanimiv. In na primer, prav to čudno, ko se kampi združijo, na primer, pa se 2 kampa stolčita, ostali 3 kampi pa sedijo pa jih gledajo. To je tisto, ko imam tako, da se dovolj vzame. Jaz se premožila sogovornico. Letos grem. Ja? Kaj boš bila? Zeleno zmajem greva, sem tam ne videti. Kaj bo takjer biti je predstavljeno? Jaz bom Linka. Čaj, si se predločil? Ja, jaz bom šel po moje. Najlažje se nekako živim. Potem se mogoče se bolj srečen.
A greš? Jaz sem punco prepričala, da bo kadovno šla. Ona je rekla, hoče biti vampir, jaz sem rekel, da bo škrat. Dobra kombinacija. Adam sem taki A ja, da pri reenactment v bitkah je po mojem tudi tako, da se ti dogovorjen za nasprotniki, ne? Da imaš recimo za kakšen dvoboj, točno veš, s kom se boš boril, imaš že vprej pripravljene kakšne gibe na potek dvoboja, tako da veš, kaj se bo zgodilo. Tudi kako boš umrl, veš, ali pa kako te bojo ranili, veš, ne? Tako da lahko odigraš svojo vlogo. Larko, a ne, jaz mislim, da je zelo tak. Ena zadeva, iz kje je šlo, ne, so se pa vsi ti interesi nekako združili. In to je z teh role-playing iger, ki so na papirju, ker se pač v glavi pa domišljijsko tam je lahko osebnost teh likov zelo detaljno razdelana, tudi več let se to gradi počasa. Pa pač, ko se je to nekako začelo kot neka taka mogoče obrobna zabava probat še uresniti, ne tako v naravi recimo, tam pa ni tega časa, recimo, ali pa to, da bi se te like toliko razdelali, plus vse določiti te okoliščine, kot so kostumi, pa tudi zmožnosti, ti na papir v bistvu vse prenese, da si ti lahko imaš te sposobnosti, ki jih imaš, ne čaraš, vse živa, v resnici je pa to vse nek kompromis, ampak tam so se pa hitro zraven tudi uplehle to, kar ste zdaj govorili, da pač neki ljudje, ker pač mogoče niso imeli toliko interesa se to poglobiti, ampak je bilo pa fino se tako stepst na nek način, ker je pač zabaven in se pač ne se zdaj to kreše. Mislim, da tudi pri role-playing igrah, kdo je to, ki je dosti igral po kakšni taki, bom rekel, recimo, jaz sem dosti izkušen iz tega, ampak ena skupina, recimo, ki kakšen večer ne gre lik dobar, ker si se ne moreš prebiti naprej, s tako večer si ponovati konča tako, da se ti junaki med sabo veliko nas razidejo prijateljstvo, tako mislim, v liki, ponovati se pač stepajo vsi, ker da vidiš več naprej, ampak se pa naslednjič konča malo nazaj, tam, ko se še si živi, pa se pa nadaljuje. In tukaj je pa po moje dosti podobno, nekako si. Bolj simpel je narediti, tako kar je rekla, Urša, pač zgodbo pa to, pa da vse štima, pa da toliko ljudi, pa da bo vsi s tem imeli fajn, pa da bo dobro je ful težko skoordinirati, da bo to vse klapalo. Veliko bolj simpel je reči, vi ste tukaj ena skupina, vi ste drugi, ne marate se, dajte narediti. Problem je tudi bolj, recimo, čisto take, čisto take pragmatične stvari, kje določiti me, kdaj si mrtev, kdaj nisi, Na papirju, se števaš točke, mičeš kocko, točno se ve, toliko imaš karizme, toliko imaš takih spretnosti, ko pa ti v živo igraš, pa mislim, mi ne mičemo kocke, ali ti je zdaj pač puščica prebila, ampak gre pa bolj za to, da imaš tudi v bistvu nek fair play odnos do svojih soigralcev. Če vidiš, da gre nekdo s mečem in da te bo takole, bolj sigurno umreš, Če pa te, sam malo po roki zaseka, pa lahko tudi bolj sam nekako vidiš, ali je to, recimo, da ti zdaj roka manjka, si poskušaš obvezati, ali je sam praska, Pač tudi tle moraš biti pač nekako to fair do soigralcev, da ni pol tako zdaj, mrtev si, jaz sem te ubil, pa ne, nisi, falil si, Pač ni to zdaj neko uživanje v vlogi, če prije do takih stvari. Tako da se pač zmeri se najdejo, se mi zdi v vsaki skupini kakšni posamezniki, ki se jim tega ne da dopovedati, tako da tudi zaradi takih stvari potem treba malo kompenzirati, pa najdeti recimo, bolj tudi na zgodbo, pa do te točke se ne smete bojevati, potem pa se lahko recimo, Ja, pa tudi recimo s tem umiranjem, a bomo imeli, koliko življenj bomo imeli vsak, bomo imeli vsak eno življenje, pa ga pa mogoče bolj paziš, ampak se pa lahko zgodi, če se nesreči, že tako umreš in pa se potem 3 ure lahko nadelaš nač, da bi se imel fajn. Nekaj časa smo imeli tako, da imel v bistvu vsak igralec 2 življenji, pa so se tudi našle težave, tudi take načrto, recimo si mogel izvesti nek določen postopek, čez mislim, da smo imeli dlanje, predlanje, da si mogel najdeti neki jaz, smo skrili čarobne napoje, ki te v bistvu živijo in jih je bilo treba s pomočjo raznih namigov poiskati. Tako, da se moraš tudi potruditi, da prideš nazaj v igre, recimo, če se ti slučajno zgodi, da
kakšna nesreča, da vrže ven iz igre. Tako da ja, treba je zelo veliko stvari imeti v mislih. Predvsem pa ljudi, veliko različnih ljudi. Se mi zdi, da šele zdaj v bistvu pač več, ko igramo z leti, nekako tudi se pač če dalje več stvari vemo, če dalje bolj znamo nekako združevati razne elemente skupaj. Imamo še kar dolgo pot najbolj do takih pravih lepov. Verjetno je tudi razlika, ne? Če si ti omejen na igranje v nekem dogodku samo, kot pa recimo pri živi zgodovini, kot ti imaš neko vlogo, ki si jo zbereš, pa jo lahko leta in leta razvijaš, ne? In jo dodeluješ in karakter izpopolnjuješ. In je to čisto nekaj drugega, če si moraš vsakič sproti izmisliti en karakter. Vse so to vladi, ko se kontinuirano leta in leta igrajo, pa vsakič malo naprej predeš v tisti zgodbi. Ja, fino. Ja, če bojo kakšna vprašanja, bojo potem v neuradnem delu. Tako da jaz bi se zahvalila vsem sogovornicam, publiki, Narodnem muzeju pa s organizatorjema razstave, Katji in pa Julietu. Predlagam, da se tudi razstavo ogledate, zdaj, ki smo že tu. Časa imamo še približno pol urce, potem pa mogoče gremo skupaj na kakšno pijačo. Tako da najlepša hvala.